Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci večera. To je dnevno informativni podcast Večer zjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je četrtek, 9. julija 2026. Moje ime je Miha Dajčman. Katere teme izpostavljamo tokrat? Politiki kljubujejo očitkom o korupciji in se oklevajo položajev. Analiziramo, kje se je izgubila politična odgovornost. Kulturnikom zamrznili izplačila. Aluminij danes prvič v Evropi, k Mariboru Žan Karničnik. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vseskozi smo z vami na vecer.com. Politična odgovornost v Sloveniji očitno postaja vse bolj prazna besedna zveza. Kljub vse številčnejšim očitkom o korupciji, zlorabah položaja, neplačevanju delavcev in drugih spornih ravnanjih, nosilci političnih funkcij ostajajo na položajih, politične stranke pa jih namesto pozivov k odstopu branijo in relativizirajo njihove afere. Primer predsednika Državnega zbora Zorana Stevanovića, poslanca Borisa Mijića ter vidnih predstavnikov NSI odpira vprašanja, ali so se merila politične integritete po zamenjavi oblasti dokončno znižale. Spomnimo, v prejšnjem mandatu so zaradi različnih bremen odstopili številni ministri v vladi Roberta Goloba. Nekdanja državna svetnica in sindikalistka Lidija Jerkič opozarja, da je politična kultura izginila, saj je po vzoru ameriškega predsednika vse postalo dovoljeno in sprejemljivo. Politolog Marko Hočevar pa pravi, da ohranjanje oblasti vse pogosteje prevlada nad odgovornostjo. Posledica sta vse večje nezaupanje javnosti v politiko in občutek, da za nosilce oblasti veljajo drugačna pravila kot za državljane. Kot pravi Hočevar, morala vse pogosteje ostaja v ozadju političnih interesov, ker učinkovitega mehanizma za uveljavitev politične odgovornosti ni, številni funkcionarji kljub resnim očitkom ostajajo na položajih. Temu je pripravil Matej Grošelj, komentira pa jo tudi Petra Lesjak-Tušek. Ministrstvo za kulturo je v ponedeljek prejemnike sredstev obvestilo, da do predvidenega jesenskega rebalansa ne sprejema novih zahtevkov za izplačila. Po rebalansu pa naj bi se pogodbena sredstva za programe in projekte, ki jih v letu 2026 sofinancira ministrstvo, zmanjšala z aneksi k pogodbam. Prizadeti ustvarjalci se v odzivih sprašujejo predvsem, ali je to res učinkovit ukrep za stabilizacijo javnih financ. Varčevanje, ki ogrozi izvedbo kulturnih programov in delovna mesta, ni odgovorno upravljanje javnih financ. Pravne službe nevladnih organizacij med tem ustvarjalcem sporočajo, naj še naprej izvajajo aktivnosti, kot je predvideno v pogodbi, in izdajajo zahtevke za izplačilo. Prihodnji petek se bo s tekmo med Nafto in Koprom začela 36. sezona državnega prvenstva v nogometu. Uvodni krog bo sklenjen s sosedskim dvobojem v Kidričevem, kjer se bosta pomerila Aluminij in Maribor. Šumarji bodo v novo sezono vstopili še najbolj ogreti, saj jih že danes čaka zgodovinska evropska preizkušnja. Po zmagi v pokalu bodo prvič v zgodovini kluba zaigrali tudi v Evropi. Na poti proti Moldaviji, kjer jih danes ob 19. uri čaka prva tekma prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo proti Šerifu iz Tiraspola, so se odpravili že v torek. Povratni obračun prvega predkroga Evropske lige bo prihodnji četrtek v Ljudskem vrtu, kamor pa se po pripravah v Moravskih Toplicah jutri vračajo vijoličasti. Maribor bo jutri ob 18. uri odigral zadnjo pripravljalno tekmo pred začetkom nove sezone. Tekmec bo Charlton, Ljudski vrt bo odprt za javnost, naslednja domača tekma vijoličastih pred gledalci pa bo zaradi kazni NZS šele sredi septembra. V naslednjih urah pa bo postalo uradno tudi, da je Maribor okrepil slovenski reprezentant in do nedavno kapetan Celja Žan Karničnik. Nogometno dogajanje vse skozi spremljamo na vecer.com. To je bil Večer zjutraj, 9. julija 2026. Z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet, želimo vam odsleti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo, da boste razumeli bolje.